Živijo, pozdravljen, Boštjan Boki Nagbar, Živijo. Slovenski košarkaški reprezentant. Pogovarjava se skoraj tik pred nastopom slovenske košarkaške reprezentance na Evropskem prvenstvu. In te seveda moram vprašati, kakšno je vzdušje v ekipi? Vzdušje, tako mora biti, super. A to veš, da navijamo, ne? Vem. Držimo pesti in hudobo, komi čakam, da se tekme res začnejo. Vprašate pa moram seveda tudi, ali je naša reprezentanca v tem kritičnem trenutku primerno digitalno opremljena? Jaz bi rekel, da definitivno je. Ja? Sploh te mlajši igralci so prinesli zdaj neko svežino reprezentanco, kar se tiče tehnologije in tega. Kaj pa imajo? V glavnem, iPhone-i so prva stvar, ki sem opazil najbolj, potem pa normalno te iPadi pa te zadeve. Ta zdaj Bold Blackberry, ta že en, po mojem, 4., 5. Blackberry, ki jih imam. Blackberry zakaj? Najbolj zaradi mehanskih tipkovnic. Zato, ker imam do velike roke, dolge prste. Hudo. Jaz imam lik za eno dobro zagrabet. Ja. Ti rokometno zagrabet. Ja, okej. Ja. In se mi zdi, da to je najbolj priročno. Najmanj napak se dela pa to. Pa tudi, recimo, jaz sem dosti rabim zaradi e-mailov, no. E-maili so zelo praktični. Dobiš e-mail, takoj ga takoj napišeš nazaj in ga takoj pošlješ. To mi je v bistvu edina stvar. Drugače, da bi normalno Blackberry nima teh raznosti, ki ima iPhone, zato pa pol kompenziram z iPodom. iPod Touch imaš. Aha. Torej ne moreš brez igrc in aplikacij, ki jih ponuja Apple. Tako. Aplikacije, oziroma najbolj podcasti, ki jih dobim prek iTunesov, to je glavna stvar, zato ker sem v bistvu podcast navdušenc, po mojem številka 1 v Sloveniji, ker jih poslušam ogromno in raznolike in to mi je glavna stvar. Poleg tega pa normalno potem še Twitter, muzika, tu pa tam kakšna igrica, na letališčih, na avionih se da prav pride. Pa poglejva, ampak imaš samo vidim malo ekrančkov. Ja. Nimaš veliko, nisi na filov. Ne, ker sem full simple. Zdaj sem rekel, glavna stvar so mi podcasti, to mi je v bistvu daleč najbolj pomembna stvar. Ker sem naročen zdaj trenutno na 2, 4, že 7 podcastov, ki jih redno poslušam. Potem, dobro, iTunes normalno, Uber Social oziroma Twitter, glasba, potem pa, če grem malo naprej, te igrce pa te stvari. Kaj pa tale box? Box je v bistvu, smo letos imeli v Nemčiji, ko sem igral, je imela cela ekipa, je bila nekako dolžna. Ja, vsi smo imeli ta box. Zmenili ste se, box je aplikacija za... To je kot nek file sharing. In kadarkoli smo imeli kakršnokoli spremembo treninga, ne vem, kakršnokoli podatek v zvezi za celo ekipo v klubu, je preko boxa takoj prišel to na telefonček oziroma na ta iPod Touch in smo vsi izvedeli v istem trenutku. In ta box najbrž ima tudi aplikacijo na Androidu? Ja, ima. In zato potem ni problema, da ste vsi kompatibilni. Tako, to bom tudi naprej uporabljal, kadarkoli bom v kakem biznisu ali pa kaj takega, da v bistvu naenkrat obvestiš vse ljudi, da jim pošleš, ne vem, PDF file, kaj takega, vsi naenkrat dobijo, zelo dobra stvar, tako da bom koristil. Prima, veš kaj me pa zanima, če sploh smeš izdati, a v košarki, ne samo v reprezentanci, tudi v klubih, koliko je kaj digitalna tehnologija prisotna? Uporabljate kompjuterje za, mislim, da se uporabljajo kakšni programi za obdelovanje statistike, a vas mogoče kdaj priklopijo, vam dajo kakšne tege na telo, pa vas snemajo po igriščih, a to obstaja, ne vem, predstavljam si. To, da bi na igrišču zadelo, ne. Da bi recimo žogo označil s kakšnim čipom, pa jo potem spremljal. Ne, to bolj, mislim, sigurno, kakšni znanstveniki s tem malo ukvarjajo, pa hoče videti, sem že videl, da so imeli žogo, ki je imela noter mali kompjuter, recimo, kako je najboljši izmet žoge, s katerim blokom, da lahko meri lok, recimo, s katerim blokom je največja možnost, da pade žogo koš. To sem videl te finte, pa je drugače za profesionalne klube je pa glavna stvar obdelovanje videoposnetkov, se pravi tekem. Tako. Da jim lahko trenerji oziroma pomočniki trenerjev čim prej in čim bolj še obdelajo eno tekmo, da ne zgubljajo 5 ur, da naredijo analizo tekme, da lahko naredijo pol ure. Da je računalnik že sam vnaprej samo zreže napade, samo obrambe, samo koše, samo zgrešene mete. Je že tako daleč, sploh v NBA-ju, da se v bistvu lahko naredi analize, kakšne take tekme v zelo hitrem času. Tega to sem pa videl in potem igralci na koncu dobimo samo končni izdelek, recimo, ne vem, na USB ključ dobiš ne vem, Boki Nagbar, tekma, tista pogledaš, v 3 minutah si pogledaš samo detajle, ki rabiš vedeti za tekmo. Pa kakšen nasvet spodaj, več moraš trenirati trojke, recimo, ki ti grejo, mimogrede, zadnje čase ful dobro na teh prijateljskih tekmah, bravo. Upam, da bo šel naprej šlo, ja.
Ampak ja, no, je vse uprava, tehnologija je fejst pomembna, no, ker je vse, danes je vse še kaj, ne, čas je zelo pomemben. Ko imaš ti gost urnik tekem, ko imaš ti danes tekem, pa čez 2 dni novo, ti moraš v čim krajšem času čim več informacij dobiti ven. In tu pride tehnologija pol v špil, ne, da lahko čim prej ti izvečaš čim več informacij, ne. Boki, hvala lepa za tale kratki, mnogo prekratki pogovor. Srečno na basketu. Ajde. Živijo.